Pomislimo za trenutek, kako je nekaj tako preprostega, kot je pika, ki se odbija med dvema črtama, preraslo v industrijo, ki danes dobesedno preoblikuje naše domove, našo realnost in morda celo nas same. No, danes se bomo podali na to neverjetno potovanje. Začnimo z eno samo številko, ki pa postavi stvari v pravo perspektivo. 184 milijard dolarjev. Ne, to ni proračun kakšne manjše države, to je letni prihodek, ki ga ustvari globalna industrija videoiger. In veste kaj? To je šele začetek. Ja, prav ste slišali, več kot Hollywood in celotna glasbena industrija, če jo seštejemo. Igranje iger že dolgo ni več samo hobi za uklet. Postalo je prava kulturna in gospodarska sila, ki oblikuje naš svet na načine, ki si jih še pred desetletjem nismo mogli niti predstavljati. In ta citat, mislim, da zadene bistvo. Ne gre samo za igranje, veste. Gre za vstop, za prehod skozi portal v drug svet. In ravno ta beseda, portal, bo ključna za vse, kar si bomo danes pogledali. No, pa poglejmo, kako se je ta portal sploh razvijal, kako smo prišli od tistih preprostih pikselskih vratec do prostranih, fotorealističnih vesolj. To je zgodba o tehnologiji, seveda, ampak še bolj o domišljenju in o tem, kako smo se ljudje začeli povezovati na nov način. In ko pogledamo to časovnico, postane nekaj kristalno jasno. Ne gre samo za boljšo grafiko. Sploh ne. Vsak korak tukaj je temeljito spremenil, kaj ta portal sploh je. Od nadzora nad eno piko, do raziskovanja celih svetov, pa do povezovanja z milijoni drugih in končno z VR tehnologijo do tega, da lahko v te svetove dobesedno stopimo. Ampak zgodba postane še bolj zanimiva. Portal ni ostal samo na zaslonu. Začel je, recimo temu, uhajati v naš svet, v našo realnost. In naša dnevna soba, to ni več samo dnevna soba. To je zdaj poveljniški center. Poglejte tole primerjavo. Mislim, da pove vse, kaj ne? Od televizorja na tleh in enega samega kontrolerja, do pravega pilotskega kokpita z več monitorji, profesionalno opremo za prenose v živo in osvetlitvijo, ki se prilagaja dogajanju. Ne gre več samo za igranje, gre za ustvarjanje, za druženje, za celotno doživetje. In vsa ta oprema, to niso več samo igračke, to so resna, natančna orodja. Vsaka tipka, vsak klik, vsak premik miške je zasnovan za maksimalno natančnost in hitrost. Vse to so specializirani umestniki, ki nas še globje potegnejo v tisti drugi svet. In potem gremo še korak dlje. Soba sama začne dihati z igro. Predstavljate si, v igri je epska bitka, vaša soba utripa redeče v ritmu eksplozij. Ko raziskujete miren, podvodni svet, je soba ovita v pomirjujočo modro barvo. Meja med tem, kaj je resnično in kaj je virtualno, postaja res tanka. In kaj se zgodi, ko vse te poveljniške centre povežemo skupaj v eno mrežo? Dobimo tole. 12 milijonom. Toliko ljudi se je udeležilo enega samega koncerta Travisa Scotta znotraj igre Fortnite. Za tisti večer so naše dnevne sobe postale največje koncertno prizorišče na svetu. Neverjetno. Seveda, medtem ko so naši fizični prostori postajali vse bolj sofisticirani, so tudi svetovi znotraj portala doživeli pravo revolucijo. In ko rečem, da so postali skoraj neodločljivi od resničnosti, to res mislim. To ni samo marketinški trik. Poglejte, tehnologija kot je Unreal Engine 5, to je nekaj čisto drugega. Ta stvar v realnem času izračunava pot vsakega posameznega fotona, vsakega svetlobnega delca. In rezultat? Svetovi, kjer je odsev v luži na cesti videti bolj resničen kot v resničnem življenju. Tole je super primerjava. Na eni strani imamo fizični tematski park, na drugi pa igro. In ko pomislimo, digitalni svetovi so marsičem že presegli fizične, so neprimerljivo večji, bolj interaktivni in svobodni. Tam nas ne omejuje fizika ali zidovi, edina omejitev je domišljija. No, in tukaj se zgodi nepričakovan obrat. Ko postanejo virtualni svetovi tako resnični, se zgodi nekaj res fascinantnega. Ljudje začnejo jemati ideje iz teh svetov in jih graditi v naši fizični realnosti. Tok informacij se obrne. Ljudje kot sta Hacksmith ali Colin Furze, to so nekakšni novodobni inženjeri domašljije. Vzamejo orodja, ki so danes dostopna skoraj vsakomur, 3D tiskalnike, CNC stroje in znanstveno fantastiko iz iger in filmov spremenijo v delujočo, otipljivo realnost. In tukaj se človek vpraša, kje je sploh še meja?
Med hobi projektom v garaži in pravo tehnološko inovacijo? Če nekdo v delavnici sestavi svetlobni meč, ki dejansko reže jeklo, je to še vedno samo filmski rekvizit? Dvomim. In morda se zdi, da je to nekaj nedosegljivega, ampak ni več tako. Orodja za ustvarjanje lastnega laboratorija so danes bolj dostopna kot kadarkoli. Garaža ni več samo za avto, postaja laboratorij prihodnosti. Torej, imeli smo portal na zaslonu, potem poveljniški center v sobi, zdaj laboratorij v garaži. Kaj je naslednji logični korak? No, zdi se, da je prihodnost v tem, da portal ne bo več zunanja naprava, ampak bomo portal postali mi sami. Ne govorimo več o boljši grafiki, govorimo o nečem globšem, o popolnem zlitju digitalnega in biološkega. Namesto da bi prijeli za kontroler, bomo na akcijo samo pomislili. Svetovi se ne bodo več nalagali z diska, ampak jih bo umetna inteligenca ustvarjala sproti, samo za nas. In za kaj takega bo potreben nov prostor v naših domovinah? Ta domača delavnica, ta makerspace bo postala nekaj povsem običajnega, tako kot je danes domača pisarna. To bo kraj, kjer digitalne sanje postanejo fizična resničnost. In to je ključni premik. Iz pasivnih potrošnikov vnaprej narejenih vsebin postajamo aktivni ustvarjalci, ne bomo več samo igrali iger. Gradili bomo svetove, tako digitalne kot fizične. Nismo več turisti v teh svetovih, postajamo njihovi arhitekti. In to nas pripelje do konca. Moč za ustvarjanje novih realnosti ni več v rokah peščice velikih studijev. Preselila se je k nam, v naše domove, v naše roke. In kmalu tudi v naše misli. Portal je na stežaj odprt, širše kot kdajkoli prej. Vprašanje, ki ostaja, je samo eno: kam bomo stopili zdaj?